Če najprej naslovimo kar to, kar smo že nekako odprli, zakaj pravzaprav otrok želi težave reševati sam? Zakaj se ne obrne na odraslega? Ja, tukaj je težava predvsem v tem, ne toliko, da si otrok želi, ampak se nekako počuti, da je prepuščen sam sebi. Tukaj je pomembno, da odrasli predvsem odpiramo ta prostor in da odpiramo prostor že prej. Da ga sprašujemo takrat tudi, kadar je vesel, kadar je mogoče žalosten, kadar vidimo, da je za kakšno zadevo prizadet in da ne čakamo na to, da je otrok v stiski in ga potem vrtamo van, kaj se je zgodilo, ne? Starši smo v bistvu na prvem mestu tisti, ki moramo ta prostor odpirati, nuditi ta varen stik z otrokom in ves čas poskušati tudi s temi malimi vprašanji tekom dneva, vsak dan sproti spraševati, iskati stik, da nam otrok pove stvari, ki se dogajajo tekom dneva, da nam pove, kako se je počutil zjutraj, če je kaj pozabil. Ker takrat, kadar otrok začuti iz strani starša neko neodobravanje, takrat se začne zapirati vase. In če je neodobravanje pri temu, ker je pozabil doma zvezek, potem kakšno bo šele neodobravanje, če je recimo koga udaril, ne, naš otrok. In kakšno je pol šele neodobravanje, kadar on pove, da ni tak, ko si ga mi želimo, ne? Da se počuti slabo, da je v stiski in takrat začnejo iskati med svojimi vrstniki te ideje, se z njimi pogovarjati. Druga stvar je pa tudi ta, da se take težje stiske začnejo takrat v puberteti in takrat tudi vemo, da se otroci začnejo iz družine obračati navzven, na svoje vrstnike in tako kot so jim vrstniki pomembni idoli, pomembni prijatelji, pomembni drugi v stiku, v smislu, da z njimi delijo stvari, ki jih imajo radi, tako so jim tudi prijatelji pomembni drugi takrat, kadar z njimi delijo svoje stiske. Ampak verjetno je pomembno, da se starši že od vsega začetka, torej od prvega leta, drugega leta naprej na ta način ukvarjajo z otrokom. Ko enkrat otrok star 10-11 let in pride v to obdobje pubertete, je verjetno prepozno za neko spremembo odnosa starši otrok. Ja, zdaj tako težko rečemo, oziroma raje ne govorimo o tem, da je prepozno, ne, da ne bi se zdaj v bistvu starši, ki imamo otroke stare 10 ali več let, počutili preveč v stiski. Vedno je pravi čas, da začnemo z otrokom komunicirati. Ampak mogoče dajmo ga začeti spraševati bolj lahkotne teme in na ta način odpirati prostor, graditi stik, graditi odnos, da bo otrok potem iz lastnega vzgiba nam povedal tudi takrat, kadar se ne bo počutil najbolje. Zagotovo je najboljše, ne, da, tako kot ste rekli, ne, da začnemo z otrokom graditi ta stik že takoj ob rojstvu. Najprej z dojenjem, z ljubkovanjem in tako naprej in potem naprej s pogovori o tem, kako je bilo v vrtcu in potem tudi z nudenjem tega varnega in ljubečega prostora. Velikokrat se pogovarjamo o tem stiku z otrokom, ne? Ampak za otroka je tudi zelo pomembno, da gleda, kakšen je stik med odraslimi, kakšen je odnos, kakšen je pogovor, kakšne so teme razgovorov, da vidi, da se mama in oče pogovarjajo tudi o tem, ne vem, slabo se počutim, oče objame, mami objame očeta, da otrok vidi, da je to odprt prostor, kjer lahko govorimo o prijetnih stvarih in malo manj prijetnih stvarih. O tem, kako otroka nekako spodbuditi, k temu, da začne govoriti, vemo, vsak otrok, ki ga vprašaš, si kaj novega zvedel v šoli, Bog ne daj vprašanje, kako je bilo, ker je odgovor seveda vedno ja ali pa ne. Ampak niso vsi dovolj zgovorni, o tem bomo v nadaljevanju. Zdaj, pri varni točki, pa v bistvu odrasli skrbijo za to, da otrok lahko pride k njim. Kakšen obisk beležite, recimo v zadnjih letih se otroci zelo obračajo na vas? Ja, otroci se obračajo na varne točke, seveda nekako super bi bilo, varne točke so vseeno tista zadnja možnost, na katero se otroci nekako obrnejo, bi bilo super, če imajo že prej v svojem krogu ljudi, zaupne odrasle, na katere se lahko obrnejo. Seveda so pa tudi v varnih točkah odrasli, ki so usposobljeni za to, da jim pomagajo in beležimo obisk. Otroci se obračajo v primeru manjših težav, se pravi pridejo recimo popolnilec za telefon,
telefon, počakati na prevoz, če je zunaj mrzlo, temno. Pridejo pa tudi v težjih stiskah, v primerih medvrstniškega nasilja, težav v družini, težav v duševnem zdravju in takih obiskov je bilo recimo v lanskem šolskem letu nekje 10, se pravi v teh primerih, ko so se tudi potem vključile pristojne institucije. Seveda bi bilo bolje, da jih ne bi bilo, ampak smo veseli, da imate obisk. Omenili ste že nekaj težav, s kakršnimi se otroci obračajo na vas, kateri pa so tisti najpogostejši razlogi? Najpogostejši razlogi so ti, ki sem jih že omenila, se pravi ali težave v šoli, težave doma, so pa tudi obiski, ko pridejo otroci vprašati za nasvet, se pogovoriti, vprašati za kozarec vode recimo, ali pa če lahko gredo na stranišče, tako da varne točke so tukaj, da odgovarjajo na vse vrste v bistvu težav, s katerimi otroci pridejo. Zakaj pa otrok pravzaprav zapade v neko stisko? Verjetno lahko govorimo o več dejavnikih, ampak zagotovo poznate kakšen vzorec, ki je najpogostejši. Ja, žal prav o nekih vzorcih težko govorimo. Velikokrat so bili tudi, bom rekla, bolj fiktivne predstave o tem, da je nefunkcionalna družina, da je nefunkcionalna družba, da zapade v slabo družbo. Žal zdaj nekih prav receptov, oziroma kaj odstraniti, da otrok ne bi prišel v tako situacijo, ni. Pomembno je, da ima starš stik s tem otrokom. Starši smo v bistvu na prvem mestu tisti, ki smo njegovi zaupniki. Seveda ima pa pomembno vlogo tukaj tudi vrtec, šola, srednja šola, različni, bom rekla, tudi mladinski centri in pa tisti drugi odrasli, kjer se otrok giba, razni športni klubi, društva in tako naprej. Tako da pomembno bi bilo, da vsi skupaj gradimo eno tako varno, zaupno skupnost, v kateri se otroci lahko varno in dobro in kakovostno razvijajo v odgovorne državljane, bom rekla. Zdaj, že včeraj smo imeli temo o socialnih omrežjih in vplivu na otroke, mladostnike. Tudi pri vas opažate tovrstne težave? Ja, to sem ravno hotela navezati. Žal se večina tega, recimo, medvrstniškega nasilja in tudi drugih oblik nasilja seli na ta spletna mesta. In tukaj je zelo težko spremljati, imeti vpogled, razumeti tudi, kakšna so občutja. Tudi otroci, recimo, na spletnih omrežjih nimajo takega občutka, kako v bistvu uravnavati svoja čustva na tem področju. In tukaj je tudi v bistvu situacija taka, da se ne more odmakniti od teh odnosov, od teh situacij, ki mu mogoče povzročajo določene stiske. Pride domov, telefon pride z njim. Gre v šolo, telefon gre z njim. Tako da v bistvu tlele je tudi pomembno, da se z otroki pogovarjamo. Februar je mesec varne rabe interneta, da se pogovarjamo tudi o teh zadevah, na kakšen način tudi varno uporabljati različna družbena omrežja. In kako dojemati stvari, ki jih tam vidijo. Tako. Dobro, še bomo poklepetali. Mimoidoče smo povprašali, kaj menijo, da je poglaviten razlog za to, da so otroci v stiski in tudi kam menijo, da se lahko mladi zatečejo po pomoč. Poglejmo, kaj pravijo. A veste, kaj so varne UNICEF-ove točke? Ne. Nimam pojma. To so te otroci, da grejo v varno točko. Če imajo mogoče kakšne stiske? Stiske, ja, to pa če kdo lovi, da jih nekdo ne ugrabi. To so te točke, kjer lahko pridejo otroci, verjetno, ki so v stiski, če rabijo pomoč. Ja, točno to. Se vam zdijo te točke koristne? Absolutno. Ja, ker rečemo, eni ne najdejo, da bi imeli kakšnega tega skrbnika ali pa karkoli, da bi jim pomagal, pa dajo na svete in potem se zateče, in pol jim tam povejo, rečemo, kako ukrepati pravilno, pa tako. Zelo koristne. Samo, da jih bi mogle biti mehne, no jaz nisem vedela za njo. Kaj se vam zdi, da mlade danes spravlja v stisko, da jih bremeni? Veste, kaj jih bremeni? Finančno. Delo, šola, moraš dobro šolo odabrati za tisto delo, da nekaj zaslužiš. In to je to. Kaj ne spravlja? Vse, poglejte, kakšni so čas. Šola, potem verjetno vrstniki, odnosi, status. Pretepi. Kakšno nasilje, da se kdo spravlja na koga. Se ti zdi, da mladi danes težje zaupajo svojim staršem?
Ja in ne, rečemo, eni imajo starše, ki imajo dosti izkušenj, pa ki so dosti še mladi in jih bolj razumejo, eni pa, ki imajo malo starejše, pa če se že ne razumejo, ki imajo mladi in pol včasih malo teže, sam drugačim po moje zaupajo veliko. Ja, eni ne. A veste, to je pa odvisen, kako so doma naučena, ne? Kako, mislim, kakšno vzgojo imajo, pa kako pravzaprav starši